Hej, živijo, glih kar se peljem na Bled, ker grem na 3-dnevno konferenco iz enega področja, ki me pač zanima, niti ni pomembna vsebina, ampak kar je v tem posnetku nekako pomembno ali pa kar me zanima je, na kakšen način vi dojemate ali pa sprejemate to, da če si nekaj res močno želite, da pade z neba, kot reče nekateri. Nekateri ne verjamejo, da bo kar stvari padle z neba, nekateri imajo pa neko drugačno energijo, vibracijo, pa če jih bolj pogledate, pa pogledate njihovo življenje, pa lahko rečete, ja, ti imaš pa res srečo življenje, ali pa tebi je pa res skirca pala vmet, da se ti tu pa to zgodilo, ali pa ja, blagor tebi, pa poznaš to toliko ljudi in tako naprej. Glejte, ljudje imajo konec koncu zelo podobne priložnosti lahko, ki jih dobimo v življenje, vprašanje pa, če jih bomo izkoristili. Jaz bi za to konferenco 3-dnevno lahko kupil karto. In sem že gledal, sem že skoraj potrdil nakup, pa sem rekel, ne bom, sicer si ful želim iti tja, ampak pač ne bom zdaj še tega stroška si delal, bom pa videl, mogoče se pa kakorkoli obrne, pa bodo imeli kakšen popust, pa če bo cenejš, pa bom do takrat še kaj zaslužil in tako naprej. In kaj se zgodi? En teden prej se zgodi to, da je organizator ponudil tudi brezplačno karto. In seveda, ker sem si želel tja iti, ker sem bil na pravem mestu, v pravem času, kot rečejo, sem to karto tudi dobil. Seveda, mogel si bom plačati prenočišče še, hrano, kar bom jedel, ampak še vedno, ker ta konferenca ni poceni, bom še vedno toliko in toliko prihranil. Zdaj pa zakaj vas tu sprašujem, kako gledate na te stvari. Nekatere stvari se vam bodo zgodile in kar želim povedati, zame mogoče, kot sem povedal že v videu za Perpetuum Jazzile, zame mogoče ta konferenca sploh ni toliko pomembna. Ja, je pomembna, ker me zanima informacije, ampak mogoče bom jaz zaradi tega zrastel na kakšnem drugem področju. Zaradi tega bom jaz mogoče spoznal nove ljudi, ki me bodo pripeljali do nekega večjega cilja, ki ga imam jaz na Vision Boardu. Vision Board oziroma tabla vizij, ciljev, upam, da veste, kaj je, če ne bomo enkrat tudi obdelali. In ja, jaz imam tu na telefonu, na računalniku, tako da bi se vsak dan vidim in gledam te svoje cilje. Zdaj pa, če gledaš in vidiš to in programiraš svoj da je to resnica, da je to resničnost, slej ko prej se morajo karte, zvezde poravnati kakorkoli, da se obrne tudi v vašo smer, da se obrne na tak način, da boste vi s tem nekaj pridobili in da se vam začnejo stvari uresničevati. Druga zadeva, ki pa je, če imate nek cilj, se vam bodo torej te poti odpirale, da boste prišli do tega cilja. Vprašanje je, a boste vi izkoristili te priložnosti. Kaj želim s tem povedati? Spomnim se, ko sem enkrat gledal, pač tudi posnetke je delal nek radijski voditelj in se gledal na par teh njegovih posnetkov in je bil res zabaven, dobro je zmontiral stvari in kakor sem že v nekaterih videih prej povedal, on je delal maksimum od maksimuma, on je treniral zase. Spomnim se, ko mi je pol kolega rekel, veš, ta človek je bil najbolj tiha oseba v osnovni šoli. Z njega nisi slišal zvoka skoraj nič. In on je zdaj radijski voditelj. In ali je imel neko situacijo, da se je odločil, da bo postal boljši govornik, mogoče bil slab v tem, in je naredil iz tega slabega, ni niti to slabo v nekem trenutku, ampak iz te svoje ne slabosti, ker mu ni bilo slabo, ampak
slabe lastnosti je naredil dobro lastnost, naredil je prednost. In kar sem vam tudi že zadnjič povedal, dajte obrniti zadevo na tak način, da začnete spreminjati tudi sebe. Tudi zame bi marsikdo rekel, pa ti si tak bolj tih, pa s tebe težko kakšen glas kdaj spravimo ven. Gledal sem en posnetek, kjer je glih to zadevo omenil. In sicer, predstavljajte si introvertirana osebo, ki je povsod tiho, strah ga je, rad pa igra igrice na računalnik. In zdaj, če bi to osebo opazovali v okolici, ko gre kupiti igrico, zdaj celo ni treba niti več na kamer iti za igrice kupiti prek interneta, lahko naročiš, ampak recimo, da mogo v trgovino, take osebe vidiš, da so nekje bolj v kotu, se drži, tudi dober dan težko reče in si kupi igrico. In za tako osebo v tistem trenutku, v tisti trgovini bi lahko rekli, ta je čist tiho, ta je nekomunikativen, pač ne da se z njim komunicirati. In pol, ko začne igrati online igrico z drugimi igralci, ko si da ta človek slušalke gor, mikrofon, odpre igrico in začne igrati, verjemite, da ta človek je nadarjen za govor. Ne govorim, da bi lahko razlagal neke dolge zgodbe, ampak tak človek, še posebej, če recimo snema kakšne posnetke za YouTube ali pa da uči druge, kako igrico igrati, da jim daje napotke. Verjemite, da ta človek je komunikativen, ker ima temo, v kateri je dober. In če želite v nečem postati dobri, če želite se izboljšati, morate vedeti čim več. Ne govorim zdaj, da morate vse vedeti, ampak z ljudmi, s katerimi se da veliko pogovarjati, imajo veliko znanja. Ampak težava je včasih, da je nekdo izredno tiho takrat, ker ima lahko tudi druge težave, da ima on ogromno znanja, pa si misli, saj ti ljudje tu že vse vejo. Ni res. Če nekdo prije na neko izobraževanje, še ni nujno, da ima to informacijo, da to ve, da to pozna. Dajte mu jo predstaviti, dajte se pogovarjati z njim. In spoznali boste nove ljudi, pa še vadili boste komunikacijo. Tako da, moj nasvet v tem videu je, da se predvsem osredotočite tudi na to, da če ste v nečem mogoče bolj šibki, da se osredotočite tudi na ta del, pa se izboljšate. In vsi imamo kakšno taka področja. Največja težava nas ljudi pa je pogledati se v ogledalo, pa si reči, veš, na tem področju sem pa res slab. V redu, trenutno si mogoče slab. To ne pomeni, da boš do konca življenja zdaj slab na tem področju. To samo pomeni, da je tukaj možnost za napredek, če si tu seveda želiš. Tako da, če si želite napredovati na nekem področju, če si želite postati boljši na nekem področju, imate vso možnost. Tako da, pejte v akcijo, gremo.